Pozdravljeni vsi! Danes si bomo gledali življenja različnih osebnosti iz 19. in 20. stoletja, za katere morda še niste slišali. Vse te ženske so imele neverjetne in zanimive zgodbe, zato ostanite z nami, da izveste, s kakšnimi težavami so se morale soočiti in kako so si ustvarile bogastvo. Za našo prvo zgodbo se vračamo v začetek 20. stoletja v Oklahomo. Sara Rektor se je rodila 3. marca 1902 v mestu Muskogee, Oklahoma. Njen oče je bil Jožef Rektor, njena mati pa Roža McQueen. Imela je 5 bratov in sester in čeprav je prihajala iz skromnega okolja, ji je srečno naključje popolnoma spremenilo življenje. Da bi razumeli Sarino zgodbo, moramo najprej pogledati nazaj k njenim prednikom. Tako njeno materino babico kot očetovega pradedka so Indijanci plemena Muskogee Creek zasužnjili. Leta 1866, po državljanski vojni in ukinitvi suženjstva, je ameriška vlada Sarine prednike razglasila za osvobojene nekdanje sužnje in zdaj so postali državljani plemen, ki so jih prej zasužnjevala. Leta 1887 je zvezna vlada uvedla Dawsov splošni zakon o razdelitvi zemljišč, s katerim so še več Indijancev oropali njihove zemlje. To je bilo zato, ker je vlada menila, da je vsa plemenska zemlja presežek, ki ga plemena ne potrebujejo. Zato so jo razdelili in brezplačno prenesli na bele naseljence. Leta 1898 je kongres sprejel Curtisov zakon, ki je spremenil Dawsov zakon. Ta nova zakonodaja je razdelila Oklahomo, ki je prehajala iz indijanskega ozemlja v status zvezne države. To je bil obvezen korak za oblikovanje nove zvezne države Oklahoma. Vendar pa je bila velika razlika v tem, da niso le belim naseljencem dodelili brezplačno zemljo iz nekdanjega indijanskega ozemlja, temveč so nerazporejena zemljišča prejela tudi plemena, ki so prebivala na tem območju. Kot potomka sužnjev iz plemena Creek in kasneje statusom osvobojenke so bili Sara in 2 njena sorojenca vsak upravičeni do svojega zemljiškega deleža. Sarahina parcela je obsegala približno 160 akrov. Ta razdelitev je potekala med letoma 1898 in 1906. Zaradi tega je bilo skoraj 1 milijon akrov zemlje v vzhodnji Oklahomi dodeljenih kot zemljiški deleži otrokom iz naroda Creek. To je vključevalo približno 4400 temnopoltih otrok in tisoče mladoletnih osvobojencev Muskogee. Skupaj je Curtisov zakon plemenom odvzel približno 90 milijonov akrov zemlje. Poleg tega je z razdelitvijo tega presežnega zemljišča zvezna vlada članom plemen, kot je Sara, dodelila nezaželeno zemljo, ki je veljala za kamnito, brez rodovitne prsti in zato neprimerno za kmetovanje. Medtem so bile bolj dragocene rodovitne parcele zemlje rezervirane za bele naseljence. Vendar pa vlada ni predvidela, da se pod površjem velikega dela zemlje, ki je bila dodeljena mlajšim generacijam, skriva izjemno dragoceno fosilno gorivo. Zemljišče, dodeljeno Sara Rektor, je bilo v Glenpoolu, približno 60 milj od njenega družinskega doma. Ko je odraščala, so bili ona in njena družina precej revni. Njen oče pa si ni mogel privoščiti niti letnega davka na nepremičnine za zemljo, ki je bila dodeljena njegovim otrokom. $30, ki jih je moral Joseph Rektor, Sarin oče, plačati za hčerino zemljišče, je bilo breme. Zaradi tega je Jožef zaprosil sodišče okrožja Muskogee za dovoljenje za prodajo zemljišča. Vendar pa je bila Sara še mladoletna, zato je bila ta prošnja zavrnjena. Moral je še naprej plačevati davek, kar je bilo veliko breme za že tako revno družino. Februarja 1911 je Jožef dosegel dogovor s podjetjem Standard Oil in jim oddal Sarino zemljo v najem, kar ga je končno razbremenilo finančnih težav. 2 leti kasneje je B.B. Jones, neodvisni naftar, znan kot naftni milijonar, izvrtal vrtino na posestvu, ki je prinesla izdaten izbruh nafte. Na srečo za Saro je bila pod njeno zemljo surova nafta. Jones je začel upravljati posestvo in v nekaj mesecih so vsak dan proizvedli na 10.000 sodov nafte. V tem času je zakon v Oklahomi zahteval, da morajo biti vsi otroci, ki so bili državljani indijanskega ozemlja
in so imeli pomembno premoženje ter denar, dodeljeni tako imenovanim spoštovanim belim skrbnikom. To je pomenilo, da tudi če so bili njihovi starši živi, niso upravljali premoženja svojih otrok. Kmalu je rektor prejemal bogastvo iz tantijem kot posledico odkritja. Vendar pa so zaradi spoštovanja zakona ljudje iz lokalnega okolja pozivali k spremembi skrbništva nad Saro. Zato je sodnik imenoval lokalnega belega prebivalca po imenu T.J. Porter, da nadzoruje vse Sarine finančne zadeve. Omeniti je treba, da ni bil popoln neznanec, saj je bil znan družini rektor. Novica o tem odkritju je kmalu prišla na naslovnice po vsej državi. Sara naj bi zdaj zaslužila na $1000 na mesec, pri komaj nekaj letih. Eden od virov navaja, da je samo oktobra 1923 prejela tantieme v višini $11,500. Očitno so zaradi njenega naraščajočega premoženja leta 1993 celo v zakonodajni skupščini Oklahome poskušali doseči, da bi jo razglasili za belko, da bi lahko potovala v prvem razredu na vlakih. Časopisna poročila so navajala, da je bil Sarin dohodek večji od predsednikovega in da je postala znana kot najbogatejše temnopolto dekle v Ameriki. Kljub njenemu ogromnemu dohodku so vztrajale govorice, da so njeni življenjski pogoji ostali enaki. Domnevno je še naprej živela v dvosobni baraki s svojo številčno družino. Ker je bila še vedno revna, so se mnogi začeli spraševati, kaj se dogaja z njenim premoženjem. Leta 1914 je afroameriški časopis Chicago Defender slišal za zgodbo Sare in govorice, ki so krožile o njeni revščini. Kasneje so objavili članek, v katerem so trdili, da sta bila Sara in njeni sorojenci neizobraženi, da so imeli slabe življenjske pogoje in da je bilo njeno premoženje slabo upravljano. Članek je pritegnil pozornost več vidnih Afroameričanov, ki so postali zaskrbljeni zaradi njenih življenjskih pogojev in skrbništva. Kmalu zatem so začeli preiskavo, da bi ugotovili, ali T.J. Porter pravilno upravlja Sarino premoženje. Junija je James C. Waters mlajši, ki je bil agent povezan z Nacionalnim združenjem za napredek barvnih ljudi, poslal dopis. William Dubois je prejel dopis, v katerem je Waters podrobno opisal, da je Sarino premoženje dejansko slabo upravljano. Po njegovih besedah Sara ni prejela nobene izobrazbe, nosila je poceni obleke in ni imela čevljev. Medtem pa je njen skrbnik zaslužil veliko denarja. Waters je nadaljeval. Ali ni mogoče, da bi zanjo na dostojen način skrbeli ljudje njene lastne rase? Namesto, da bi zanjo skrbel pripadnik rase, ki bi njej in njenim odrekel celo obravnavo, kakršno ima dober dvoriščni pes. Ni minilo dolgo, ko so časopisi po vsej državi spodbijali položaj Sarinega skrbnika. Poleg tega so bili izpostavljeni tudi drugi podobni primeri, kot je bil Sarin. Stotine domačih temnopoltih otrok je zaradi odkritja nafte na svoji zemlji našlo bogastvo. In prav tako kot Sara so jim bili dodeljeni beli skrbniki, ki so pogosto slabo upravljali z njihovim premoženjem. Časopisi po vsej državi so se spraševali, zakaj ni mogoče imenovati temnopoltega skrbnika. Primer Sare je postal osrednja točka tega vprašanja. Treba je povedati, da natančne podrobnosti v zvezi s Saro in njenim skrbnikom ostajajo nejasne. Kmalu zatem, ko so mediji izpostavili to vprašanje, je prišlo do korespondence med Duboisem in sodnikom. Leahy je razkril, da se je Sara skupaj s svojo družino preselila v 5-sobno hišo in da obiskuje šolo v svojem domačem kraju Taft, skupaj z vsemi svojimi sorojenci. Sodnik je Dubois tudi povedal, da je družina sama izbrala Porterja za skrbnika in da je ta prejemal le 2% Sarinega dohodka. Prav tako so časopisi v lasti belcev navajali, da je bil sodnik Leahy zelo strog do skrbnikov, če je prišlo do kakršnihkoli nepravilnosti. Tudi če je bila situacija glede Sarinega skrbništva močno pretirana, je preiskava NAACP razkrila obstoječe težave skrbništva in korupcijo, ki je bila z njim povezana, kar pomeni, da bi bilo manj otrok zanemarjenih in izkoriščanih. Poleg tega je Dubois pozneje ustanovil otroški oddelek pri NAACP,
ki je preiskoval trditve o belih skrbnikih, za katere so sumili, da so temnopoltim otrokom odvzeli zemljo in premoženje. Sara in njena starejša sestra sta nato zapustili šolo v Taftu in prejeli boljšo izobrazbo, saj sta bili vpisani v otroško šolo inštituta Tuskegee. Medtem ko je bila v šoli, je skupina kriminalcev načrtovala ugrabitev Sare in zahtevo za odkupnino. Na srečo so več učencev preprečili ugrabitev. Žal pa je Sarino bogastvo povzročilo, da je bila pogosto tarča nasilja in izkoriščanja. To je morda eden od razlogov, zakaj se je Sara v kasnejšem življenju izogibala medijem. Leta 1915 je proizvodnja na Sarinem zemljišču znašala približno 160.000 sodov surove nafte na mesec. Ker je imela Sara enosminski delež, je zaslužila približno 18.000 na mesec, kar bi danes znašalo okoli 460.000. Takrat je bil povprečni mesečni dohodek gospodinjstva nekaj manj kot $60. Da si lažje predstavljamo, koliko denarja je zaslužila, je bil njen dnevni dohodek višji od letne plače večine Američanov v tistem času. Zaradi izjemne medijske pozornosti, ki jo je bila deležna njena zgodba, Sara začela prejemati darila, prošnje za posojila in, kar je bilo najbolj opazno, predloge za poroko s precej starejšimi moškimi. Kljub temu, da je bila še vedno mlado najstniško dekle. Nedvomno so ti moški preprosto želeli nadzorovati njeno premoženje. Leta 1917 se je družina preselila v Kansas City v Missouriju in v nekaj letih so se preselili v čudovito opečnato vilo, znano kot dvorec Sare Rector. Ko je bila Sara stara 18 let, je bila zlahka milijonarka. Imela je različna podjetja in premoženje, vključno z delnicami, penzionom in zemljišči. Sarina mati, ki jo je družina poznala kot mama Roza, je bila odgovorna za hčerine finance do njenega 20. leta. Kmalu po selitvi v mesto je Sara spoznala lokalnega poslovneža, ki se je imenoval Kenneth Campbell. Par se je poročil leta 1920. Poroka je bila zelo zasebna, prisotni so bili le najbližji sorodniki. Par je imel 3 sinove in se kasneje leta 1930 ločil. Do marca 1922 je bilo premoženje Sare ocenjeno na več kot $1 milijon, kar je danes približno 15,5 milijona. Rektorjeva je uživala v svojem bogastvu in živela udobno življenje. Uživala je v lepih oblačilih, kar je pomenilo, da so nekatere oblikovalske trgovine, ki so običajno sprejemale le belce, zaprle vrata za druge in dovolile nakupovanje samo rektorjevim. Sara in njena mati sta prav tako uživali v razkošnih hitrih avtomobilih, kot so Cadillac, Lincoln in Rolls-Royce. Obe sta bili znani po tem, da sta dirkali po mestu, zaradi česar je Sara pogosto dobila veliko kazni za prehitro vožnjo. Sara je bila znana po razkošnem življenju, saj je v svojem domu prirejala velike zabave za vodilne člane afroameriške skupnosti v državi, kot so džezovski zvezdniki. Kljub temu naj bi živela mirno življenje v Kansas Cityju, podrobnosti o njenem kasnejšem življenju pa je težko izvedeti. Sara je izgubila veliko denarja po zlomu Wall Streeta leta 1929. Še posebej zato, ker sta leto prej z možem odprla avtomobilsko prodajalno, ki je propadla. Po ločitvi se je Sara leta 1934 poročila z Williamom Crawfordom, lastnikom restavracije. Sara Rector je umrla 22. julija 1967, stara 65 let, zaradi možganske krvavitve. Pokopana je bila na pokopališču Taft, ki je bilo njeno rojstno mesto. Nato se odpravljamo v Georgijo na začetku 19. stoletja. Verjame se, da se je Biddy Mason rodila 15. avgusta 1818 v okrožju Hancock v Georgiji, čeprav teh podatkov ne moremo potrditi z gotovostjo. Ob rojstvu je bila poimenovana Bridget, vendar je v mladosti postala znana kot Biddy in to ime je obdržala do konca svojega življenja. Biddy se je rodila v suženjstvu, saj je bila Georgija na ameriškem globokem jugu še vedno sužnjelastniška država in bo to ostala še skoraj 50 let. Še huje pa je bilo, da je bila Biddy v mladosti ločena od svojih staršev in prodana lastniku plantaže v Georgiji, Robertu Smithsonu. Čeprav je bila njena mladost in pravzaprav velik del njenih zgodnjih odraslih let naporna in preživeta v suženjstvu, se je v tem času naučila številnih veščin, ki so ji kasneje omogočile uspeh. Na primer, na plantaži Roberta Smithsona, ki jo je v 20 letih 19. stoletja kupil od njenega prvotnega lastnika,
se je veliko naučila o kmetijstvu in živinoreji. Poleg tega so jo drugi zasužnjeni tam naučili o ljudski medicini, ki je bila prinesena iz Afrike v Združene države in se je prenašala iz generacije v generacijo. V teh letih se je naučila tudi veščin babice. Leta 1836 je bila Bidi bodisi podarjena kot poročno darilo ali prodana Robertu in Rebeki Smith, mlademu paru, ki je imel plantažo na zahodu v zvezni državi Mississippi. Naslednjih 10 let svojega življenja je preživela tam, v tem času pa je imela 3 otroke, vse hčere. Ellen se je rodila leta 1838, Anne leta 1844 in Harriet leta 1847. Ugibalo se je, da je njen zasužnjevalec Robert Smith oče teh otrok, vendar ni dokončnih dokazov, ki bi to potrdili. Leta 1847 so v Mississippi prispeli nekateri mormonski misionarji, da bi začeli spreobračati domačine v novo cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je pogosto neformalno znana kot LDS cerkev ali mormonska cerkev. To je ustanovil Joseph Smith na zahodu zvezne države New York v 1820-ih, potem ko je trdil, da je doživel vrsto božanskih razodetij in cerkev je v naslednjih letih precej zrasla. Ko so to počeli, so se začeli seliti proti zahodu, da bi na meji Združenih držav Amerike našli ameriški Sion. Do 1840-ih so imeli postojanke v delih Illinoisa, Ohaja in Missourija, vendar je rast moči cerkve v teh regijah povzročila tudi nasprotovanje in leta 1844 je bil Smith ubit v izgredu v Illinoisu. Kljub temu so njegovi privrženci ostali zvesti cilju in mormonske skupine so v naslednjih letih še naprej odhajale proti jugu in zahodu v iskanju novih spreobrnjencev. In prav ena takšna skupina mormonov je leta 1847 prispela na Smithovo plantažo v Mississippiju. Kmalu po prihodu mormonske misije v Mississippi se je Robert Smith sprejel vero cerkve svetih iz poslednjih dni in nato se je odločil preseliti v Utah, saj so tja odšli tudi voditelji mormonske cerkve, da bi tam ustanovili novo obmejno skupnost. Seboj je vzel svojo družino in sužnje, vključno z Bidi in njenimi 3 hčerkami. Tam je naslednik Josepha Smitha kot vodja cerkve, Brigham Young, popeljal svoje ljudi v dolino Salt Lake in začeli so ustanavljati naselje, ki bo postalo središče mormonizma, Salt Lake City. Prav tja so se leta 1847 odpravili Smithovi in širši konvoj, katerega del so bili, leta 1848 so prečkali Colorado in prispeli v Utah. Na poti so bile Bidine medicinske spretnosti zelo koristne in bila je nepogrešljiv član konvoja. Ko so končno prispeli v Utah, so Smith in njegova skupina naselili mesto Cottonwood, nedaleč od Salt Lake Cityja. Cerkev svetih iz poslednjih dni ni bila abolicionistična verska denominacija. Dejansko je imel Brigham Young očitno odpor do Afroameričanov. Suženjstvo pa je bilo dovoljeno v Salt Lake Cityju in okoliških naseljih. Vendar pa je leta 1851 Brigham Young sprejel odločitev, ki je na prvi pogled odprla možnost, da bi Bidi pridobila svojo svobodo. Leta 1848 so Združene države Amerike v mirovni poravnavi po mehiško-ameriški vojni pridobile ogromno ozemlja, ki se je raztezalo od Teksasa do Tihega oceana. To je vključevalo območje, ki so ga Mehičani poznali kot Alta Kalifornija, a je hitro postalo ameriška zvezna država Kalifornija. Prav tako so leta 1848 v Kaliforniji odkrili obsežne zlate žile. In ko se je novica o tem razširila, se je začel množičen val 10 tisočev iskalcev zlata in drugih pustolovcev, ki so se podali proti zahodu v Kalifornijo. Zlata mrzlica leta 1849 in v naslednjih letih je povzročila izjemno hiter razvoj države. Brigham Young pa si je zelo želel, da bi cerkev svetih iz poslednjih dni imela prisotnost v kalifornijski regiji. Zato je leta 1851 poslal misijo proti jugozahodu v San Bernardino v Kaliforniji. Tistim, ki so šli na potovanje, je naročil, da je bila Kalifornija leta 1850, ko je bila sprejeta v zvezo kot 31. zvezna država, sprejeta kot svobodna država. Zato sužnjev v tej državi ni bilo mogoče imeti v lasti. In vsak, ki bi svoje sužnje pripeljal iz Utaha v Kalifornijo, bi jim s tem dejansko podelil svobodo.
Tako se je zdelo, da bo Bidi kmalu dobila svobodo, ko se je Robert Smith odločil, da se s svojo družino in sužnji pridruži misiji v Kaliforniji. Vendar je imel Smith drugačne načrte. Robert Smith svojih sužnjev ob prihodu v Kalifornijo ni izpustil na prostost. Poleg tega pa številni zasužnjeni posamezniki, kot je bila Bidi, sploh niso vedeli, da jim ob vstopu v državo pripada svoboda. Poleg tega so bili kalifornijski organi v zgodnjih 50. letih 19. stoletja nasplošno zadržani pri pregonu lastnikov sužnjev, ki so v državo vstopili sužnji in jih niso izpustili na prostost. Zaradi tega so Bidi in njene hčere ostale zasužnjene še več let po prihodu v Kalifornijo. Leta 1855 je ena od Bidijinih hčera Ellen začela hoditi s svobodnim temnopoltim moškim po imenu Charles Ovens. Prav od Ovensa je Bidi izvedela, da je kalifornijska zakonodaja prepovedala suženjstvo in da ima pravico pravno izpodbijati svoj in hčerin status sužnje Roberta Smitha. Ovens je nato pomagal vložiti peticijo s tem namenom na okrožnem sodišču v Los Angelesu. Bidi ni smela govoriti v svojem imenu, vendar ker se njen zasužnjevalec Robert Smith ni pojavil, je bila sprejeta odločitev, da se Bidi in njenim 3 hčeram podeli svoboda v skladu s kalifornijsko zakonodajo. Tako je bila zadeva preložena januarja 1856, ko je bila Bidi stara približno 38 let. Na tej točki se je Bidi odločila, da si za priimek izbere Mason. To je bilo srednje ime mormona iz San Bernardina, za katerega je Bidi nekaj časa delala in ga je očitno spoštovala. Ko sta leta 1856 ona in njena hči dobili svobodo, so se Bidi in njene hčere preselile k družini Ovens, ki je pomagala pri pritožbi na sodišču. Njena hči Ellen pa se je kmalu poročila s Charlesom Owensom. Bidi si je našla delo kot medicinska sestra in dobro izkoristila medicinske veščine, ki jih je pridobila v mladosti v Georgiji. Kmalu je v tem poklicu napredovala, saj je Kalifornijo konec 1850 in v začetku 1860 prizadela epidemija črnih koz, njene babiške veščine pa so bile ves čas zelo iskane. Masonova je v tem času živela skromno in varčevala svoj denar. Do leta 1866 je prihranila dovolj denarja, da si je lahko kupila svojo hišo na Spring Street v Los Angelesu za $250. To je bila nizka cena, saj je bila Spring Street takrat na obrobju Los Angelesa. A ko se je mesto hitro širilo, je postala bolj osrednja lokacija. S tem nakupom je Bidi postala ena prvih temnopoltih žensk, ki so imele v lasti nepremičnino v Kaliforniji, kmalu pa je imela v lasti še več. Enaka varčnost, kot jo je kazala v svojih prvih letih svobode, se je nadaljevala tudi v 70. letih 19. stoletja. In Bidi je začela uporabljati prihranjen denar za nakup poceni nepremičnin na obrobju mesta, ki jih je nato čez nekaj let prodala z lepim dobičkom. Ker so vrednosti nepremičnin okoli Los Angelesa še naprej naraščale, je do začetka 80. let 19. stoletja Bidi nakopičila precejšnje bogastvo in ga uporabila za začetek gradnje poslovnih stavb v mestu, ki jih je nato oddajala kot pisarniške prostore. Zaradi tega ostrega poslovnega čuta in njene molitvene spretnosti v kalifornijski nepremičninski industriji do poznih 80. let 19. stoletja je Bidi Madison, ženska, ki se je rodila kot sužnja v Georgiji 70 let prej, nakopičila premoženje ocenjeno na približno $300,000, kar je danes približno $10 milijonov. Bidine dejavnosti so segale onkraj njenih poslovnih interesov. Leta 1872 sta skupaj s svojim zetom Charlesom Owensom soustanovila losangeleško podružnico prve afriške metodistične episkopalne cerkve, prve afroameriške cerkve v Los Angelesu. Sestanki, na katerih so načrtovali in organizirali ustanovitev cerkve, so potekali v Masonovem domu na Spring Street. Zemljišče, na katerem je bila cerkev zgrajena, je prav tako neposredno podarila ona. Mason je danes tudi splošno znana po svoji filantropiji in dobrodelnih dejavnostih. Na primer, pripisujejo ji pomembno vlogo pri ustanovitvi prve osnovne šole v mestu za afroameriške otroke. Ko ji je njeno zasebno premoženje to omogočilo, je Mason tudi precej darovala lokalnim dobrodelnim organizacijam in različnim pobudam. Nekatere od teh dejavnosti so precej izstopajoče. Mason bi na primer pogosto obiskovala zapornike v svoji regiji, da bi ugotovila, kako jim lahko zagotovi pravno pomoč.
V 80. letih 19. stoletja, ko so hude poplave prizadele Los Angeles in je na tisoče ljudi ostalo brez vsega, je Mason odprla račune na svoje ime v več trgovinah z živili in s tem več tednov plačevala nakupe žrtvam poplav. Nazadnje je v svojih poznejših letih svoj dom dejansko spremenila v nekakšno sirotišnico in dom za oskrbo revnih. Ljudje so vsak dan prihajali sem po pomoč zaradi svoje revščine in ko jih Bidi zaradi slabšega zdravja ni več mogla sprejemati pri vratih zunaj, jih je njen vnuk pripeljal v hišo, da so se srečali z njo. Ni presenetljivo, da je Bidi postala v afroameriški skupnosti v Los Angelesu znana kot babica Mason. Masonova je umrla 15. januarja 1891 v starosti 73 let v Los Angelesu. Čeprav je postala cenjena osebnost v svoji skupnosti, tako zaradi svoje dobrodelnosti kot tudi verske dejavnosti, je bila vseeno pokopana v neoznačenem grobu na pokopališču Evergreen, ki se nahaja v okrožju Boyle Heights v mestu. Šele skoraj 100 let kasneje je bil njen prispevek k zgodovini zgodnje Kalifornije priznan, ko je bil leta 1988 nad njenim grobom postavljen velik nagrobnik. Leto kasneje je Kalifornijski afroameriški muzej pripravil razstavo v čast njenemu življenju in razglasil 16. november 1989 za dan Bidi Mason. Danes je v Los Angelesu v njeno čast poimenovan spominski park Bidi Mason. Tako je stoletje po njenem času izjemna zgodba Masonove postala bolj znana širši javnosti. Za naslednjo zgodbo se vračamo v Louisiano v 60. leta 19. stoletja. Sarah Breedlove se je rodila 23. decembra 1867 na bombažni plantaži blizu Delte v Louisiani. Njeni starši, Owen in Minerva Breedlove, ter njenih 5 starejših bratov in sester, so se rodili v suženjstvu in delali na plantaži Roberta V. Birneyja v okrožju Madison. Sčasoma je družina postala svobodna in začela delati kot zakupniki zemlje. Za razliko od preostale družine se je Sara rodila kot svobodna, zaradi razglasa o emancipaciji iz leta 1863. Sarino zgodnje življenje je bilo polno težav. Leta 1872 je njena mati žal umrla. Čeprav vzrok ni znan, je bila najverjetneje vzrok kolera. Le leto kasneje je umrl tudi njen oče. Stara je bila komaj 6 let in je zdaj ostala sirota. Potem je odšla v Vicksburg v Mississippiju, kjer je živela s svojo starejšo sestro Luvanjo in svakom Jessom Powellom. Stara je bila komaj 10 let, ko je začela delati kot hišna pomočnica. Sara kot otrok ni prejela nobene prave izobrazbe. Največ, kar je dobila, so bile ure pismenosti ob nedeljah v njeni krajevni cerkvi. Kasneje je izjavila: Imela sem malo ali nič priložnosti, ko sem stopala v življenje. Sara ni marala živeti s svojo sestro, saj jo je svak slabo obravnaval. Zaradi tega se je poročila, ko je bila stara komaj 14 let, da bi ušla njegovim zlorabam. Samo 3 leta kasneje je dobila hčerko z imenom Alilija, ki se je rodila 6. junija 1885. Ko je bila Sara stara komaj 20 let, je postala vdova, potem ko je njen prvi mož, Moses McWilliams, umrl le 2 leti po rojstvu njune hčerke. Nato je Sara svojo hčerko odpeljala v St. Louis, kjer so se njeni bratje uveljavili kot brivci. Sara je nato našla delo kot perica in zaslužila nekaj več kot $1 na dan. Ko ni delala, je Sara pela v zboru Afriške metodistične episkopalne cerkve svetega Pavla. Kmalu se je odločila, da bo svoji hčerki omogočila formalno izobrazbo. Prav tako pa je želela postati izobražena ženska tudi sama, zato je začela obiskovati večerno šolo. Nekaj let kasneje je Sara začela izgubljati lase. To je bilo posledica različnih dejavnikov, vključno s kožnimi boleznimi, agresivnimi izdelki, slabo prehrano in pomanjkanjem umivanja las. Da bi izboljšala svojo situacijo, je Sara začela preizkušati različne tretmaje za nego las in domača sredstva. Leta 1894 se je Sara poročila z moškim po imenu John Davis, vendar sta se približno 9 let kasneje ločila. Leta 1904 jo je Annie Turnbow Malone zaposlila kot prodajno zastopnico na provizijo.
Izdelki, ki jih je prodajala za svojo delodajalko, so bili namenjeni trgu nege las Afroameričanov. Medtem ko je Sarah delala za Malone, je začela razvijati svoje lastne izdelke za nego las. Nato se je julija 1905 preselila v Denver v Koloradu. Takrat je bila stara 37 let. V Denverju je nekaj časa še naprej delala kot komisijska agentka, nato pa je prenehala, ko se je uveljavila kot frizerka in prodajalka kozmetičnih krem. Njena nekdanja delodajalka Malone je obtožila Saro, da ji je ukradla formulo, vendar je bila ta mešanica prisotna že stoletja. Januarja 1906 se je Sara poročila z moškim, ki ga je poznala še iz časa, ko je živela v St. Louisu. Njen mož je bil prodajalec po imenu Charles Joseph Walker. Potem je bila Sara znana kot Madame C.J. Walker. Par je promoviral podjetje, pri čemer je Charles prevzel oglaševanje. Ena od strategij, ki jih je uporabljala Madame Walker, je bila prodaja od vrat do vrat. Počasi, a zanesljivo, je druge temnopolte Američanke učila, kako naj pravilno skrbijo za svoje lase. Leta 1906 je 21-letna hči Madame Walker, Alalija, prevzela vodenje prodaje po pošti v Denverju. Medtem sta njena mati in očim potovala po jugu in jugovzhodu ter izvajala predstavitve njene Walkerjeve metode v poskusu razširitve posla. Walkerjeva metoda je vključevala pripravo lasišča s posebnimi losjoni, kot so šampon, njena posebej izdelana pomada ter česanje las z železnimi glavniki. Ta metoda je spodbujala rast las, izboljšala stanje lasišča in naredila šibke lase mehke ter močne. Čeprav je imela gospa Walker več tekmecev, zaradi česar je bilo težko prodreti na trg, je njen oseben pristop k prodaji prinesel zveste stranke. Njene prodajalke so imenovali lepotne svetovalke ali Walkerjeve agentke. Uspešne so bile pri prodaji izdelkov, saj so poudarjale pomen zdravja, čistoče in lepote. Kmalu so postale znane v številnih afroameriških skupnostih po vsej državi. Ko se je posel širil, sta se leta 1908 Madame Walker in njen mož preselila v Pittsburgh v Pensilvaniji. Tam je Walkerjeva ustanovila Lilia College za izobraževanje frizerjev. Prav tako je odprla kozmetični salon in tako še dodatno razširila posel. Madame Walker je usposabljala licencirane prodajne agente in jih učila Walkerjevega sistema. Njene zaposlene so zaslužile lepe provizije, kar je tem ženskam omogočilo ekonomsko neodvisnost. Hči Madame Walker, Alalija, je bila odgovorna za vsakodnevno poslovanje v Pittsburghu. 2 leti kasneje se je Madame Walker odločila, da bo svojo novo bazo poslovanja postavila v Indianapolisu. Za nov sedež podjetja je Madame Walker kupila tovarno in zgradila več frizerskih salonov ter lepotnih šol, da bi razširila svoje podjetje. Kupila si je celo lepo novo hišo. Do zdaj je njeno podjetje postalo izjemno uspešno. Podjetje Madame C.J. Walker Manufacturing Company je ustvarjalo dobiček, ki je bil v današnjem denarju enak več milijonom dolarjev. Približno v tem času se je Alalija domislila pametne ideje, da ustanovi pisarno in lepotni salon v New Yorku. Videla je, kako se je sosejska Harlem razvijala in v 3 letih je postala živahno središče afroameriške kulture. Ker se je podjetje nenehno širilo, je gospa Walker povečala število zaposlenih, da bi lahko sledila povpraševanju. Zaposlila je veliko žensk na ključna vodstvena mesta, čeprav to v tistem času ni bilo običajno. Poleg tega je, ko je širila svoje podjetje, začela izražati svoje mnenje. Postala je pomembna filantropinja in aktivistka ter si prizadevala izboljšati življenja žensk in Afroameričanov. Leta 1912 je Walkerjeva spregovorila na letnem srečanju NNBL in izjavila: "Sem ženska, ki je prišla z bombažnih polj juga. Od tam sem napredovala do dela pri pranju perila. Od tam sem bila napredovana v kuhinjo kot kuharica in od tam sem se sama povzdignila v posel izdelave lastnih izdelkov in pripravkov. Zgradil sem svojo lastno tovarno na svoji lastni zemlji."
Leto kasneje je podarila veliko vsoto denarja za zbiranje sredstev za gradnjo stavbe YMCA v Indianapolisu. Ustvarila je tudi izobraževalne štipendije, donirala denar domovom za starejše ter številnim drugim organizacijam, kot sta Nacionalno združenje za napredek barvnih ljudi in Nacionalna konferenca o linču. Od leta 1911 do 1919 je posel cvetel. Podjetje Madam Walker je zaposlovalo tisoče ljudi, med katerimi je bilo veliko žensk. Ko so se dobički povečali, sta se leta 1923 Madam Walker in njen mož Charles ločila. Približno v tem času je potovala po Karibih in delih Latinske Amerike, da bi promovirala svoje podjetje. Med potovanjem je novačila nove lepotne svetovalke in jih učila Walkerjeve metode. Leta 1916 se je vrnila svoje promocijske kampanje. Spet se je preselila in vodstvo poslovanja v Indianapolisu prepustila svoji nadzornici, da se je lahko preselila v novo vrstno hišo v Harlemu. Od tam je Madam Walker nadzorovala, da je poslovanje potekalo nemoteno. Do leta 1917 je njeno podjetje izobrazilo skoraj 20.000 žensk. Njene zaposlene so bile oblečene v prepoznavno uniformo, ki je bila sestavljena iz belih srajc in črnih kril. Da bi učinkovito prodajale njene izdelke, so njene komisionarke obiskovale domove po vsej ZDA in ponujale njeno najboljšo linijo izdelkov. To, skupaj z intenzivnim oglaševanjem, ki ga je izvajala Walkerjeva, naprimer v afroameriških časopisih in revijah, je pripeljalo do množične prodaje njenih izdelkov. Kljub temu, Walkerjeva ni bila osredotočena samo na zaslužek zase. Vračala je skupnosti, saj je druge Afroameričane učila ključnih veščin, kot so načrtovanje proračuna, kako začeti podjetje, ter jih spodbujala, da postanejo finančno neodvisni. Leta 1917 je ustanovila Nacionalno dobrodelno združenje lepotnih strokovnjakinj in agentk Madame C.J. Walker. Tisto leto je združenje imelo konferenco, na kateri so ženske razpravljale o poslu in trgovini. Poleg tega so bile podeljene nagrade tistim z najboljšimi prodajnimi rezultati v podjetju, pa tudi tistim, ki so veliko prispevali k lokalnim dobrodelnim organizacijam. Maja 1918 se je Walkerjeva preselila v svoj novi dom, imenovan Villa Livara. Njena vila v italijanskem slogu jo je stala $250,000, zasnoval pa jo je priznani temnopolti ameriški arhitekt Werner Tandy. Hiša se nahaja v Irvingtonu ob reki Hudson v New Yorku. Med bivanjem v New Yorku je Walkerjeva predavala o političnih, gospodarskih in družbenih vprašanjih, ki so obstajala v ZDA. Skozi vse svoje življenje se je borila za pravice temnopoltih Američanov. Med Prvo svetovno vojno se je zavzemala za ustanovitev vadbenega tabora za temnopolte častnike ameriške vojske. Pridružila se je tudi izvršnemu odboru Nacionalnega združenja za napredek barvnih ljudi in bila ključna pri organizaciji parade tihega protesta, ki se je udeležilo okoli 10.000 temnopoltih Američanov, da bi protestirali proti linčanju in nasilju, s katerim so se soočali temnopolti Američani. Poleg tega je Walkerjeva podarila $5,000, kar bi danes znašalo okoli 70 do 75 tisoč dolarjev, v sklad NAACP za boj proti linčanju. Sarah Walker je umrla v svoji vili 25. maja 1919 zaradi odpovedi ledvic in visokega krvnega tlaka, stara komaj 51 let. Pogrebna slovesnost je potekala v njenem domu Villa Livara, kasneje pa je bila pokopana na pokopališču Woodlawn v Bronxu v New Yorku. Ko je umrla, je bila Walkerjeva najbogatejša temnopolta Američanka v Združenih državah. Milijonarka je postala šele pred kratkim, saj je 2 leti prej izjavila, da še ni milijonarka, vendar upa bo to kmalu postala, da bi lahko ta denar uporabila za dobro drugih. Njeno premoženje je bilo ocenjeno med $500,000 in $1 milijon. V svoji oporoki je tretjino svojega premoženja zapustila svoji hčerki. Medtem je bil preostanek podarjen različnim dobrodelnim organizacijam in ustanovam. Njena hči, Alalia Walker, je postala predsednica podjetja Madam C.J. Walker Manufacturing Company in pomemben del harlemske renesanse.
Gledališki center Madam Walker v Indianapolisu je začel z gradnjo pred smrtjo Walkerjeve. Končno je bil odprt leta 1927. Desetletja je ostal pomemben kulturni center za Afroameričane. Gledališče, pa tudi njena vila, Villa Livara, sta bila kasneje vpisana v Nacionalni register zgodovinskih krajev. Končno je leta 1981 podjetje Madam C.J. Walker Manufacturing Company prenehalo z delovanjem. Kot del serije Črna dediščina je ameriška poštna služba leta 1998 izdala znamko z Walkerjevo podobo. V čast Walkerjevi zapuščini sta Sunday Sundial Brands in Sephora lansirala kozmetično linijo z imenom Madam C.J. Walker Beauty Culture. Letos se odpravljamo v Illinois v 1870-ih. Ženska, danes splošno znana kot Annie Malone, se je rodila kot Annie Minerva Turnbow v majhnem mestu Metropolis v zvezni državi Illinois 9. avgusta 1877. Omeniti je treba, da nekateri viri njeno leto rojstva napačno navajajo kot 1869. Njen oče je bil Robert Turnbow, njena mati pa Isabella Cook. Oba sta bila prej zasužnjena v Kentuckyju. Ko se je leta 1861 začela ameriška državljanska vojna, sta oba pobegnila na sever v Illinois. Robert pa se je kasneje pridružil vojski Unije kot del prve kentakijske konjenice. Annie je bila 10. od 11 otrok, vendar so njeni starši žal umrli, ko je bila še mlada. Zato so ona in njeni bratje ter sestre ostali sirote. V času, ki je sledil, je Annie pridobila nekaj formalne izobrazbe in pokazala zanimanje za znanost, zlasti kemijo, vendar je bilo to prekinjeno zaradi njenih okoliščin in pogostih bolezni. Na koncu se je Annie kot najstnica v zgodnjih 1890-ih preselila v Peorio, rastoče srednje veliko mesto v Illinoisu, kjer je živela njena starejša sestra Laura Roberts. Tam je Annie prvič delala kot frizerka in začela kazati zanimanje za lepotne izdelke ter oblikovanje las, v času, ko je dostopnost novih kemikalij in izdelkov spreminjala načine, kako so si ljudje lahko urejali lase. Do začetka 20. stoletja, ko je Annie vstopala v svoja srednja 20. leta, si je pridobila dovolj znanja o industriji nege las, da je lahko ustanovila svoje lastno majhno podjetje. To podjetje je imelo v mestu Lovejoy v Illinoisu, kamor se je preselila v poznih 1890-ih. Tukaj je Annie začela prodajati olja za lase, pripomočke za ravnanje las in široko paleto drugih izdelkov, za katere je trdila, da pomagajo spodbujati rast las ali zdraviti alopecijo. A nejen mali podjetniški podvig je bil uspešen zaradi spreminjajočih se družbenih okoliščin tistega časa. Prelom stoletja je bil čas, ko se je v Združenih državah Amerike pojavljal rastoči afroameriški srednji razred, zlasti v severnih državah kot je Illinois, kjer segregacija in zakoni Jima Crowa niso veljali. V takšnem okolju si je veliko afroameriških žensk želelo urejati lase na določen način, da bi potrdile svoje družbene ambicije in status v družbi. Zato je bilo prostora za podjetnike, kot je Turnbow, da so lahko dobro zaslužili s prodajo izdelkov za nego las in lepoto, namenjenih posebej afroameriškim ženskam. Čeprav je šlo dobro v Illinoisu, v zgodnjih 1900-ih je Annie začela dosegati resnično velik uspeh v svojih poslovnih prizadevanjih šele, ko se je leta 1902 preselila v mesto St. Louis. Gorsko mesto je zraslo iz le 100.000 prebivalcev sredi 19. stoletja na skoraj 700.000 prebivalcev do leta 1910. Mnogi med njimi so bili afroameričani, ki so se kot del velike selitve iz segregiranega juga selili proti severu. In zato je bil tukaj velik trg, ki ga je bilo mogoče osvojiti. Tam je odprla trgovino na Market Street in začela oglaševati svoje izdelke in storitve v črnskih soseskah in časopisih. Uspelo ji je prodreti tudi v bele soseske, saj je zaposlila bele prodajalce. Anneino podjetje je zacvetelo zaradi posebnega izdelka, ki ga je razvila sama in je bil zelo učinkovit pri ravnanju skodranih afroameriških las. Zdi se, da njen izdelek ni poškodoval las ali lasišča, za razliko od drugih izdelkov tistega časa, in je bil zelo priljubljen med njenimi strankami. Poleg tega se ni zanašala na prodajo izdelka v frizerskih salonih, temveč je hodila od vrat do vrat po afroameriških soseskah in prodajala izdelek. Kmalu je bil izdelek tako uspešen, da je zaposlila druge ljudi, ki so ji pomagali kot del rastoče prodajne ekipe. V 1910 letih je bila ena najuspešnejših poslovnih žensk na ameriškem srednjem zahodu.
v času, ko so se gospodarske in družbene razmere Afroameričanov močno izboljševale. Čeprav je bila Annie Malone do leta 1910 zelo uspešna ženska in je zaslužila dovolj denarja za udobno življenje, si je želela še dodatno razširiti svoje poslovanje. Zato je leta 1917 ustanovila Poro College v St. Louisu, kozmetično šolo, kot podaljšek svojega lepotnega podjetja in kot način za opolnomočenje afroameriških žensk. Kompleks Poro College v St. Louisu je bil zelo obsežen in je vključeval poslovne prostore Malonejeve, proizvodnjo njenih izdelkov, učilnice, izobraževalne centre za osebje, laboratorije, auditorij in konferenčni center, študentske domove, sobe za goste ter skladišče in distribucijski center. Tako je postal glavni center za proizvodnjo in distribucijo izdelkov za nego las in lepoto Malonejeve, hkrati pa tudi center, kjer so se ženske usposabljale za kozmetične in negovalne postopke za lase, ki jih je ponujala Malonejeva. To je bilo franšizno podjetje, kjer so Afroameričanke prihajale na izobraževanje na Poro College, nato pa so odhajale v druge dele države, da bi ustanovile svoje podružnice Poro College. Malonejeva je bila daleč pred svojim časom, saj je Poro College vključila v skupnost in ga naredila za kraj, kjer so imeli delavci na voljo najboljše storitve. Poleg tega, da je bil Poro College center za povezovanje s skupnostjo, je imel tudi kadilnico, menzo, jedilnice, pekarno, medicinski center, pralnico, šiviljo na kraju samem in celo slaščičarno s sladoledom, telovadnico in strešni vrt. To je bil predhodnik kampusov, kakršne sta Apple in Google zgradile v Kaliforniji mnogo desetletij kasneje. Poro College je bil izjemno uspešen kot poslovna franšiza. V 20 letih prejšnjega stoletja je izobrazil na 10.000 mladih žensk v osnovah kozmetike in nege las, ki so se nato vrnile v svoja mesta in kraje kot ambasadorke blagovne znamke, ter pogosto še dolga leta v svojih salonih prodajale Malonove izdelke za lepoto in nego las. Skupno ocenjujejo, da je Poro College med poznimi 10 leti in zgodnjimi 40 leti prejšnjega stoletja izobrazil več kot 70.000 žensk, medtem ko je na vrhuncu v sredini 20 let prejšnjega stoletja na lokaciji v St. Louisu zaposloval približno 170 ljudi. Sčasoma so se franšizne podružnice Poro pojavile po vsej Severni Ameriki in celo v Karibih, Južni Ameriki, na Filipinih in v delih Afrike. Do takrat je bila Annie milijonarka, ki je premoženje ustvarila sama. Samo leta 1926 je plačala $40.000 davkov, kar je danes približno 3/4 milijona dolarjev. Ogromna vsota, ki kaže na obseg njenega poslovnega imperija v tistem času. Čeprav je nasplošno živela skromno, si je privoščila en poseben statusni simbol in naj bi bila prva ženska v Missouriju, ki je imela Rolls-Roycea. To bogastvo je širila tudi prek Poro College na načine, ki so spodbujali poslovanje. Na primer, ženske, ki so kot agentke za podjetja delale 5 let, so ob tej obletnici prejele dragocen prstan kot priznanje za njihovo zvestobo poroju. Annie Malone je danes znana kot ena od 2 temnopoltih Američank, ki sta v tem obdobju hkrati postali milijonarki, ki sta si bogastvo ustvarili sami s prodajo izdelkov za nego las in lepoto. Druga je bila Madam C.J. Walker, njuni zgodbi pa sta bili globoko prepleteni in njuni življenjski poti sta se v mnogih pomembnih pogledih prekrivali. Madam C.J. Walker je bila sodobnica Annie, rojena kot Sarah Breedlove v Louisiani leta 1867. Tako kot Annie se je rodila osvobojenim sužnjem in je že v mladih letih ostala sirota. Kot mlada ženska se je tudi ona preselila v St. Louis, kjer je leta 1904 začela delati za Annie. Na tem položaju je vztrajala več kot leto dni, preden se je skupaj s hčerko in novim možem Charlesom Walkerjem odpravila v Denver v Koloradu. V Koloradu je Walkerjeva ustanovila svoje podjetje za nego las, pri čemer je uporabljala izdelek, ki je bil zelo podoben tistemu, ki ga je Annie prodajala v St. Louisu in ki je vseboval mešanico vazelina, žvepla in drugih sestavin za ravnanje zelo skodranih las. Podjetje Madam C.J. Walker, ki ga je ustanovila, je postalo zelo uspešno. Velik del njenega poslovnega modela pa je posnemal tistega Annie Malone iz St. Louisa. Ni presenetljivo, da je Annie kmalu obtožila svojo nekdanjo zaposleno, da ji je ukradla ideje in intelektualno lastnino. Vendar obtožba nikoli ni bila dokazana in Walkerjeva je s svojim podjetjem še naprej uspevala. V času 1910 in 1920 sta obe podjetji postali večmilijonski podjetji,
Vendar je podjetje Madame C.J. Walker doseglo večji uspeh in se ga danes bolj spominjamo. Pravzaprav Walkerjeva ni hotela priznati vpliva Annie Malone na svoje podjetje in življenje, čeprav jo je prav Malonejeva izučila in postavila temelje za to industrijo. Morda se sprašujete, zakaj je Annie Turnbow bolj znana kot Annie Malone? No, kot ste morda uganili, je bilo to zaradi njenih porok. Annie se je najprej poročila z Nelsonom Popom 25. junija 1902, kmalu po selitvi v St. Louis. O tem zakonu ni veliko znanega, razen tega, da ni bil uspešen in sta se zakonca leta 1907 ločila. Nato je nekaj let živela s svojim bratom Williamom na Pine Street v St. Louisu. Annie je priimek Malone prevzela leta 1914, ko se je pozno spomladi poročila z Aaronom E. Malonom, nekdanjim učiteljem, ki je zamenjal poklic in postal potujoči prodajalec verskih knjig. Ta drugi zakon je bil sprva srečen, v naslednjih letih pa se je Aaron vključil v Annin posel in do poznih 1910-ih izdeloval njen tonik za lase. Vendar so se stvari v 20 letih prejšnjega stoletja poslabšale. Morda zato, ker je Annie zaradi rasti svojega poslovnega imperija veliko časa preživela na potovanjih. Leta 1927 je Aaron vložil zahtevo za ločitev in kot del poravnave zahteval polovico njenega podjetja, saj je trdil, da je pomagal pri njegovi izgradnji. Primer je v tistem času pritegnil veliko pozornosti medijev v St. Louisu in tudi drugod. Annie pa je na koncu pristala na poravnavo v višini $200,000, kar je bilo v sredini 20 let pravo bogastvo, čeprav ji je plačilo omogočilo, da je ohranila nadzor nad podjetjem. Čeprav je bilo njeno zakonsko življenje burno, je Annie blažila težave v zasebnem življenju tako, da je svoje bogastvo v 20 in 30 letih prejšnjega stoletja vlagala v številne dobrodelne projekte. Na primer, veliko je donirala medicinski fakulteti Univerze Howard, zgodovinsko temnopolti raziskovalni ustanovi v Washingtonu, D.C. Mnogo let kasneje je fakulteta povrnila s podelitvijo častnega doktorata. Vendar pa je bila njena najobsežnejša dobrodelnost, ki je bila očitno zelo pri srcu glede na njeno lastno otroštvo, podpora sirotišnici za temnopolte otroke v St. Louisu, kateri je v 20 in 30 letih prejšnjega stoletja podarila ekvivalent milijonov današnjih dolarjev, ter večino tega časa služila v upravnem odboru. Po ločitvi leta 1927 je Annie začela seliti svoje podjetje v Chicago, v 30 letih pa se je tja preselila tudi sama. Takšno je bilo njeno bogastvo v tistem času, da je lahko kupila cel mestni blok nepremičnin. A sledili so težji časi. Čeprav je Poro College preživel zlom Wall Streeta in veliko depresijo, je bilo njegovo poslovanje v večjem delu 30 let močno zmanjšano. In to, skupaj z več tožbami, s katerimi se je morala Annie spopadati, saj so posamezniki poskušali zahtevati del njenega premoženja, je poskrbelo, da je sredi 30 let primanjkovalo gotovine. Prodala je nekaj svojih nepremičnin v St. Louisu, da bi to nadomestila in tako ostala nad vodo. Leta 1939 je prvotna stavba Poro College na 3 in 9. ulici v St. Louisu postala sedež prve pravne šole za Afroameričane v Missouriju. Do takrat je Annie precej zmanjšala svojo vpletenost v posel, ki je vedno deloval kot franšiza in je v poznih 30 ter v 40 letih zaživel na novo, brez njenega podjetja. Annie je svoje zadnja leta preživela v Chicagu na South Parkwayu. Tam je v pozni pomladi leta 1957 doživela možgansko kap in kmalu zatem umrla v bolnišnici Provident v mestu, stara 79 let. Danes je njena vloga ene prvih milijonark, ki so si bogastvo ustvarile same, in velikih afroameriških filantropin, počaščena v številnih knjigah, televizijskih oddajah in vsakoletni paradi v St. Louisu, ki časti njeno dobrodelnost do mestnih sirotišnic in otroških ustanov. Omeniti velja, da nastopa v Netflixovi seriji iz leta 2020 z naslovom Self-Made, ki temelji na življenju Madame C.J. Walker, vendar je to povzročilo nekaj nasprotovanja, saj je Malone, ki je bila opisana kot prijateljica vsega človeštva, tukaj prikazana kot zlobnežka. Za našo zadnjo zgodbo se vračamo v Mississippi ob koncu 19. stoletja. Ženska, ki je v zgodovini znana kot Lilia Walker, se je rodila kot Lilia McWilliams 6. junija 1885 v mestu Vicksburg v Mississippiju. Lilijina mati je bila Sarah Breedlove, ženska, ki se je rodila v skrajni revščini na podeželju Louisiane leta 1867.
Bila je prva članica svoje družine, ki se je rodila svobodna, saj so bili njeni starši in starejši sorojenci zasužnjeni pred ameriško državljansko vojno in zakonom o emancipaciji. Sara je pri 7 letih ostala sirota in se preselila v Vicksburg v Mississippiju, kjer je začela delati kot gospodinjska pomočnica. Tukaj se je pri 14 letih poročila z Mosesom McWilliamsom, 3 leta kasneje pa se jima je rodila Lilija, njun edini otrok. O Lilijinem očetu, Mosesu, je znanega zelo malo. Prav tako ni jasno, koliko je bil star, ko se je poročil s Saro. V vsakem primeru, Moses ni igral velike vloge v Lilijinem življenju, saj je umrl leta 1887, ko je bila stara komaj 2 leti. V poznejših letih je imela Lilija 2 različna očima. Moški po imenu John Davis, s katerim se je njena mati poročila leta 1994 in ostala poročena do ločitve leta 1903. Ter Charles Joseph Walker, prodajalec časopisnih oglasov, s katerim se je Sara poročila leta 1906. Življenjska zgodba Lilije je neločljivo povezana z vzponom njene matere kot poslovne ženske. Po smrti Lilijinega očeta sta se z materjo preselili v St. Louis v Missouriju, kjer so se Lilijini strici naselili nekaj let prej. Prav tukaj je Sara v 90. letih 19. stoletja začela spoznavati nego las, deloma navdihnjena s svojimi lastnimi težavami s prhljajem in boleznimi lasišča. Ko je leta 1904 v St. Louisu potekal svetovni sejem, bila Sara zaposlena kot prodajalka pri Annie Malone, afroameriški podjetnici za nego las, ki je imela stojnico na sejmu. To je bilo dovolj izkušenj, da se je Sara podala na svojo pot in ustanovila podjetje za nego las. Kmalu zatem, ko se je poročila s svojim 3. možem, Charlesom Josephom Walkerjem, je prevzela njegove začetnice in se začela predstavljati kot Madame C.J. Walker. Svoje podjetje pa je poimenovala Madame C.J. Walker Company. Madame C.J. Walker Company je kmalu začelo dosegati velik uspeh. Sara in njen mož Karl sta potovala po številnih južnih državah in pridobivala posel, medtem ko je Lilija, ki je nekaj časa študirala na koledžu Knoxville v Tennesseeju sredi 1900-ih, prevzela vodenje prodaje po pošti, ki je bilo ustanovljeno v Denverju v Koloradu, strateško umeščena med vzhodno in zahodno obalo. Približno v tem času se je Lilija začela predstavljati kot Elilia Walker, pri čemer je prevzela priimek svojega drugega očima in dodala črko A pred Lilija, da bi svojemu krstnemu imenu dodala nekaj lahkotnosti. Do začetka 1910-ih je podjetje Madame C.J. Walker cvetelo. Sarin poslovni model je vključeval usposabljanje mladih temnopoltih Američank za regionalne prodajalke, ki so prodajale različne izdelke, ki jih je podjetje proizvajalo, vključno z njihovim lastnim receptom. Šamponi proti izpadanju las, glavniki in pomada oziroma vosek, ki so ga oglaševali kot spodbujevalca rasti las. Do sredine 1910-ih je podjetje zaposlovalo tisoče prodajalk po vsej državi in Sara je postala milijonarka, ki si je premoženje ustvarila sama, verjetno prva ženska milijonarka, ki si je bogastvo ustvarila sama v ameriški zgodovini. Elilija je v vseh teh letih imela vlogo v materinem podjetju. Potem, ko je vzpostavila center za naročila po pošti v Denverju, se je nato preselila v Pittsburgh, da bi nadzorovala vzpostavitev tamkajšnje pisarne. Nato je bila v 1910 letih zadolžena za prodajo podjetja na vzhodni obali Amerike. 2 15-stropni stavbi na zahodni 136. ulici v Harlemu v New Yorku sta bili kupljeni in preurejeni v enoten prostor, ki je postal sedež podjetja v mestu. Pritličje je služilo kot frizerski salon podjetja Walker. V drugem nadstropju je bil tako imenovani Lilijina šola lepotne kulture, kjer so usposabljali prodajalke in negovalke podjetja Walker. 3. do 5. nadstropje pa je postalo Lilijin dom in zasebni prostor za druženje. Lilijina mati je umrla 25. maja 1919 zaradi odpovedi ledvic, stara komaj 51 let. Z njeno smrtjo je Lilija postala predsednica podjetja Madame C.J. Walker in tudi sama milijonarka. Njeno premoženje bi danes znašalo več kot $20 milijonov. Lilija pa je nameravala ta denar porabiti za različne socialne in kulturne pobude. Tako je ostala predsednica podjetja Walker do konca svojega življenja in še naprej bila obraz blagovne znamke, vendar v zgodnjih 20 letih ni prevzela vsakodnevnega vodenja podjetja. Namesto tega je bilo vodenje podjetja zaupano ekipi, ki ga je upravljala iz glavne pisarne v mestu Indianapolis, kjer je bilo leta 1917 zgrajeno in odprto glavno distribucijsko središče podjetja.
Po selitvi v New York in smrti svoje matere se je Lilija začela ukvarjati z dejavnostjo, po kateri je postala najbolj priznana. To je bila njena vloga pokroviteljice in udeleženke harlemske renesanse. Harlem in Zgornji Manhattan sta bila sprva središče nizozemske naselitve v New Yorku in sta dobila ime po mestu Harlem na Nizozemskem. Vendar pa se je v 19. stoletju, zlasti po ameriški državljanski vojni in med veliko selitvijo v prvi polovici 20. stoletja, to območje spremenilo v pretežno afroameriško sosesko. Ko so milijoni temnopoltih Američanov zapustili podeželske skupnosti v južnih državah in se odpravili v mesta. Do začetka 20. let prejšnjega stoletja je bil Harlem cvetoča skupnost, okrepljena z izboljšanjem materialnih pogojev Afroameričanov in z novim denarjem, ki je prihajal zaradi gospodarskega razcveta 20. let, tako imenovanih bučnih 20. Prav te okoliščine so pripeljale podjetje Walker CJ, da je v poznih 1910 tukaj odprlo svojo pisarno v New Yorku. 20. leta so bila priča kulturnemu in družbenemu preporodu afroameriškega pisanja, poezije, glasbe, umetnosti in mode v tej soseski, ki je kasneje postal znan kot harlemska renesansa. Lilija sama ni bila pomembna pisateljica ali umetnica, vendar je v 20. letih prejšnjega stoletja uporabila svoje precejšnje bogastvo, da je nudila pokroviteljstvo številnim ustvarjalcem pri njihovem delu. Med njimi so bili John Rosamond Johnson, skladatelj in pevec, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja pritegnil pozornost po vsej državi, pesnika Langston Hughes in Countess. Podpirala je tudi kabaretne in vodvil umetnike ter komika Berta Williamsa in Florence Mills. Del svoje ogromne vile v Harlemu je spremenila v literarni salon, kjer so potekala srečanja in zabave, na katerih so se ti posamezniki družili in izmenjevali ideje o svojem delu. Vendar pa je bilo veliko teh zabav polnih glamurja in razkošja, ter so bile bolj usmerjene v užitek kot v delo. Zaradi tega je skoraj ves Harlem verjetno želel priti na te zabave. In čeprav je za vsak dogodek izdala več 100 vabil, je prišlo še več 100 ljudi več. Vsak kotiček njenega stanovanja je bil poln gostov in opisovali so ga kot natrpanega, kot newyorška podzemna železnica v prometni konici. Kljub temu se je zdelo, da je mnogim gneča ugajala. Medtem ko so nekateri, kot je Hughes, hvalili njene dejavnosti in jo imenovali boginjo veselja harlemskih 20. let prejšnjega stoletja. Drugi, kot je Roy Otley, so jo opisali kot temnopolto milijonarko, ki je brez glavo zapravljala denar in nosila nenavadna oblačila. Te zabave so prav tako vodile do precejšnjega sodelovanja med skupnostmi, saj so pogosto beli pesniki, pisatelji in nastopajoči iz Greenwich Villagea in spodnjega Manhattana obiskovali dogodke, ki jih je gostila Lilija. Leta 1927 je celo prenovila eno nadstropje svojega doma in ga poimenovala Dark Tower, kjer je prirejala nadaljne dogodke in zabave. Njeno pokroviteljstvo se je razširilo tudi na širšo skupnost in Lilija se je v 20. letih prejšnjega stoletja vključila v številne verske in skupnostne skupine v Harlemu. Preko teh je sodelovala v več odborih zadolženih za razvoj območja in zagotavljanje sredstev za to. Posebej se je prizadevala za spodbujanje ženskih skupin v Harlemu v obdobju med obema vojnama. In vse to je imelo vpliv. Harlemska renesansa je danes nasplošno priznana kot gibanje, ki je večjemu delu afroameriške skupnosti v Združenih državah Amerike vlilo nov občutek identitete in ponosa. Tiste, ki so pomembno prispevale k razvoju gibanja za državljanske pravice, ki je v 50. in zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja na koncu odpravil segregacijo v Ameriki. S svojim prispevkom k gibanju je Lilija pustila svoj pečat v ameriški zgodovini v medvojnem obdobju. Lilija je veliko potovala v 20. letih prejšnjega stoletja in se je na svojih potovanjih trudila spoznavati mednarodne kulture in ideje, ki bi jih lahko prinesla nazaj v Harlem. Naprimer, leta 1921 je odšla na 4-mesečno potovanje po Evropi, kjer je obiskala Nico in Monte Carlo na jugu Francije ter preživela čas v Parizu, kulturni prestolnici sveta v 20. letih prejšnjega stoletja. Med svojim evropskim bivanjem je obiskala tudi London, Neapelj in Rim. Vendar pa je bilo morda njeno najbolj omembe vredno mednarodno potovanje v Afriko leta 1922. Tam je šla skozi Kairo, preden se je odpravila na afriški rok v Addis Abebo, prestolnico ene redkih držav na afriški celini, ki je takrat ni nadzorovala evropska sila, v cesarstvo Abesinijo, ki ustreza današnji Etiopiji.
Tam se je srečala s cesarico Zudiču, vladarico cesarstva, in vodočim cesarjem Hailejem Selasejem, ki je bil v 20 letih prejšnjega stoletja regent vlade cesarice. Tako kot mnoge druge po njej, je ta avtohtona afriška država navdihnila Elilijo in to jo je spodbudilo, da je po vrnitvi v Ameriko prevzela bolj aktivno vlogo v harlemski renesansi. Elilija je bila 3-krat poročena. Njen prvi zakon je bil s hotelskim natakarjem po imenu John Robinson. Kdaj točno sta se poročila, ni jasno, vendar je moralo biti to, ko je bila še precej mlada, sredi prvega desetletja 20. stoletja. Zveza je bila težavna in par se je ločil leta 1911. Čeprav sta ločitev dokončala šele leta 1924, ko se je Elilija preselila v New York, kmalu po njuni neuradni ločitvi je Elilija posvojila približno 15-letno dekle po imenu Fairy May Bryant, ki je prevzela ime May Walker. Bila je Elilina edina hči, saj Elilija nikoli ni imela bioloških otrok. V naslednjih letih so sledile še nadaljne poroke. Približno takrat, ko je postala predsednica podjetja Madam C.J. Walker, se je poročila z doktorom Wileyem Wilsonom, zdravnikom, od katerega se je po nekaj letih ločila. Novembra leta 1923, medtem ko je Elilija se ločevala, je uredila, da se je njena hči poročila z dr. Gordonom H. Jacksonom, vnukom premožnega trgovca s premogom iz Cincinnatija. Kot pri mnogih pripadnikih visoke družbe tistega časa, je bila to priložnost za združitev dveh uglednih družin in Elilija je bila pripravljena za dogodek porabiti ogromne vsote, skupaj $42,000 oziroma približno $600,000 danes. Poroko so poimenovali družabni dogodek sezone in leta v Harlemu. Več kot 9,000 ljudi se je udeležilo zabave, ki je potekala v Walkerjevi vili v Irvingtonu, imenovani Villa de Roero. Vendar pa je obstajal en velik problem. Walkerjeva hči May je bila zaljubljena v nekoga drugega. Tako sta se, kljub temu, da sta se poročila in imela otroka, že leto kasneje ločila. Približno v tem času je Elilija dokončala ločitev od svojega drugega moža in kmalu našla novo ljubezen, ter se leta 1926 poročila z doktorjem Jamesom Arthurjem Kennedyjem. Kljub temu se je tudi ta zakon končal z ločitvijo v začetku leta 1931. Kljub tem zakonom je bila spolna usmerjenost Elilije predmet razprav. Njen salon v Harlemu je v poznih 1910 in 20 letih postal prijazno okolje za pripadnike takratne LGBT skupnosti. Kot so opisali številni vidni predstavniki harlemske renesanse, ki so obiskovali njene zabave, je bila spolna atmosfera na teh dogodkih tako svobodna, kot je bilo mogoče v 20 letih prejšnjega stoletja. To je povzročilo precejšnje ugibanje, da je bila Elilija sama lezbika ali biseksualka, kar se je v zadnjih letih še povečalo zaradi njenega prikaza v Netflixovi seriji Self-Made. V seriji je v romantičnem razmerju z likom po imenu Esther, kar povzroča napetosti z njeno materjo. V resnici pa so si to popolnoma izmislili ustvarjalci serije in obstaja malo dokazov, ki bi podpirali to hipotezo. Torej, čeprav so bila njena stališča v spolnosti povsem liberalna, ne vemo za nobeno trajno razmerje, ki bi ga imela z drugo žensko. In njene 3 poroke, ki so sledile ena za drugo kmalu po vsakem prejšnjem razvezi, še dodatno nakazujejo, da je bila Elilija heteroseksualna. Elilija je umrla razmeroma nenadoma 17. avgusta 1931, stara komaj 46 let. Vzrok je bila možganska krvavitev, ki jo je povzročila hipertenzija, stanje, ki je prispevalo tudi k prezgodnji smrti njene matere. Ko je bilo nekaj dni pozneje na 7. aveniji njeno pogrebno slovesnost, se je tisoče prebivalcev Harlema udeležilo dogodka, ki je bil v bistvu velika zabava. Pokopana je bila na pokopališču Woodland v Bronxu, poleg svoje matere. Harlemski pesnik Langston Hughes je njeno smrt poimenoval, citiram, konec veselih časov v Harlemu. Po smrti Elilije je njena hči May prevzela vodenje podjetja Madam C.J. Walker. Za podjetje je bilo to težko obdobje, saj se je velika depresija nadaljevala v sredino 30 let prejšnjega stoletja in prodaja je močno upadla. Kljub temu je May prodala nekaj premoženja svoje posvojene matere in podjetje ohranila nad vodo, da je lahko njena lastna hči, Elilija May Perry Bundles, postala 4. predsednica ponovno dobičkonosnega podjetja v povojnem obdobju. Podjetje je zaprlo svoja vrata leta 1981, vendar je leta 2020 Sundial Brands oživil blagovno znamko.
To je bilo deloma tudi zato, da bi zaslužili ob izidu serije Self-Made. Netflixova serija, ki prikazuje življenje Madame C.J. Walker, v kateri je Emilia ena glavnih oseb. Zato je bilo v zadnjih letih veliko razprav o njenem življenju. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o teh posameznikih. Upam, da ste ga našli zanimivega. To je bil zbirni video. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj menite o tej obliki. In če ste že videli katerega od teh videov ali katerega od ljudi, predstavljenih v tej kompilaciji, se opravičujem. Upam, da ste se naučili česa novega in da še niste videli vse vsebine predstavljene tukaj. Sporočite mi v komentarjih spodaj, če želite še več takšnih videov in če imate kakšne druge predloge, jih prav tako pustite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste lahko videli vse moje videe takoj, ko jih naložim. No, to je vse z moje strani, tako da se vidimo v naslednjem delu serije Forgotten Lives. Hvala.